Bučarda, ščapador, pinčot je le nekaj imen za orodja, s katerimi so kamnoseki v preteklosti obdelovali raznovrstno kraško kamenje. Gabriel Jerman ima v svoji zbirki kar 130 različnih vrst. Orodja in tehnika so napredovali, a nekaj ostaja isto. Treba je paziti, da se ne preveč oškrbe, z občutkom je treba delati. Pravi občutek za oblikovanje kmalu dobijo tudi najmlajši, ki so jih v Sežanski park privabili kamniti zvoki. Ko sem prvič zagledala, sem takoj vedela, da mi bo všeč. Ko sem zagledala te priprave in tukaj mi je zelo zanimivo in sem navdušena v bistvu nad temi vsemi orodji in taktikami, kako delaš kakšno stvar. Na dogodku Kamen je zabaven so različne spretnosti prikazali največji mojstri kamnoseštva. Eni se imajo za obrtnike, drugi za umetnike, tretji za mešanico obeh. Vsem pa je skupna ljubezen do kamna. Kamen je en poseben material in je zelo pomembno, bi se reklo, ta človeški stik. Človek, bi rekel, s tem, ko ročno obdeluje kamen, pušča svoj sled dejansko v prostoru. To naravno surovino so na Krasu od nekdaj uporabljali tudi v praktične namene, kot na primer za gradnjo suhih zidov. Dogodek je nastal v sklopu projekta Kamen most, v katerem sodeluje 5 partnerjev Slovenije in Hrvaške. Smo želeli ljudem prikazati, približati in jim v bistvu dati možnost, da poskusijo sami klesati, da poskusijo sami zgraditi suhi zid. In se tako navdušijo ali vsaj bolje spoznajo kamnoseštvo, ki je del identitete Krasa in priložnost za njegov gospodarski in turistični razvoj.